predstavil malce drugačen projekt, oziroma pridobivanje sredstev zanj. To je PET Vision, Next Generation PET Imager, ki smo ga pridobili pa v okviru tretjega stebra, European Innovation Council, na razpisu Pathfinder Open lansko leto. Zdaj, trajanje projekta je nekje 5 let, višina financiranja za vse skupaj smo pa dobili nekje 3,4 milijona evrov. Zdaj, mogoče najprej, da pokažemo, zakaj pravzaprav smo se ukvarjati začeli s tem, ne. Ta glavna ideja je pri nas bila, da se nekje poskušamo udejanjiti in prispevamo nekaj k napredku na področju pozitronske tomografije, ne. Pozitronska tomografija, to je diagnostična metoda za in vivo slikanje bioloških procesov. V pacienta vbrizgamo radioaktivni marker, ki v telesu razpade z beta plus razpadom, se pravi, tu ven odleti pozitron, potem se pa ta pozitron anihilira in pri tem nastaneta dva žarka, ker letita vsak sebi in ju zaznamo z detektorji gama žarkov, ne. Zdaj, nekaj standardni detektor je nekako obdaja celotnega pacienta, ne, in zaradi tega je relativno celotna aparatura kar draga, ne. Zdaj, kako pridemo do rekonstrukcije, ne, pač je tomografsko slikanje in zdaj, ko rekonstruiramo sliko, potem v bistvu rekonstruiramo premice in na presečišču premic dobimo nekje potem porazdelitev izvorov v telesu in to je pomembna informacija za zdravnike pri diagnostiki raka. Zdaj, kaj smo si pa mi zastavili, je pa, da bi v bistvu nekje naslednjo generacijo takih pozitronskih tomografov naredili, kjer bi uporabili še dodatno meritev časa preletov in to zelo tako natančno. In na tak način, da bi lahko ali zelo pocenili aparature, s tem, da bi zmanjšali površino samega detektorja in na ta način pač pocenili vse skupaj, ali pa da bi lahko konstruirali dosti bolj senzitivne aparature, ki bi pokrivali recimo celo telo, a ne. Se pravi, danes recimo tam nekje aparature stanejo tam red velikosti tudi do 10 milijonov evrov, z našo aparaturo nekje ciljamo, da bi bili tako proizvodni stroški nekje tam $500,000 evrov. Zdaj, cilj v okviru tega projekta, ne, smo si pa zastavili, da bomo pa izdelali prototip te aparature, nekje, da bi prišli do nekje TRL-6 stopnje. Zdaj pa mogoče, kako vse skupaj se začelo, ne, mogoče je treba tule omeniti, od kod pravzaprav prihajamo. Jaz prihajam z odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev in mi ravno v bistvu večino časa sodelujemo pri poskusih v mednarodnih raziskovalnih središčih, na primer v CERN-u v Ženevi, na Keku v Tsukubi na Japonskem. In v bistvu sodelujemo zraven pri raziskavah, ki so primarno usmerjene v raziskave osnovnih gradnikov narave in interakcij med njimi, ne. Kako pravzaprav to delamo, ne, zdaj pač na enak način imamo okrog točke, kjer delce trkamo med sabo, razporejene detektorje in potem skušamo zaznati potem njihove poti. Kako, ne, se pravi, kaj za to rabimo? Za to rabimo zelo tehnološko zahtevne detektorje delcev in zaradi tega, ker vsa ta tehnologija zahteva na eni strani dosti različnih znanj, ne, se združujemo v velike kolaboracije, pri čemer je zelo pomembno, da učinkovito sodelujemo med sabo in pa da znamo tudi v bistvu upravljati z vsemi viri, tako da na koncu potem sledimo skupnemu cilju in dosegamo rezultate, ne. Zdaj, poleg samega razvoja detektorjev, teh osnovnih delcev, na odseku delamo pa tudi na razvoju detektorjev za medicinske aplikacije, ne. Na kak način je to sorodno, ne, pač na eni strani delamo detektorje za ekstremne razmere, ne, se pravi, kjer je velika sevalna obremenitev, gama žarki, nabiti delci, nevtroni, in na drugi strani visoka pogostost trkov, a ne. In komi zaznavni signali, ne. In zdaj pač, če v bistvu vse skupaj malo poenostavimo, lahko določene tehnologije zelo uspešno prenesemo tudi na področje medicinske diagnostike. Tako je v bistvu
tudi nekako potekala sam razvoj ideje, ki smo imeli, v bistvu imeli smo ekipo partnerjev, ki smo že prej sodelovali v okviru te pač visokoenergijskih raziskav, kjer pravzaprav razvijamo različne tehnologije. Na eni strani smo imeli Inštitut Jožef Stefan, potem smo imeli Fundazione Brune Kester iz Trenta, potem Univerzo v Barceloni in en inštitut za medicinsko slikanje iz Valencije. Zdaj, potem smo pa tekom projekta pa pridobili v bistvu v ekipo še potem podjetje Oncovision iz Valencije. Za preizkušanje tehnologije smo se pa povezali z dvema bolnicama, eno iz Amerike in drugo iz Münchna. Zdaj, pri vseh naših, v bistvu vsi partnerji, ki sodelujemo pri projektu, smo zelo interdisciplinarni in komplementarni, ne? Se pravi, eni so bolj usmerjeni v razvoj elektronike, drugi v razvoj senzorjev, tretji v integracijo, četrti v rekonstrukcijo, tako da nekako preidemo v bistvu celotno fazo razvoja do preizkušanja in potem naprej proti izkoriščanju, ne? Pravzaprav naša ideja, mi smo imeli že idejo, še preden smo se prijavljali na samo financiranje, tako da smo pravzaprav iskali financiranje za naš projekt, ne? In zdaj pač ta EIC Pathfinder Open je bila zelo zanimiva priložnost, tako da smo jo kar pograbili in mi, IAS je v bistvu tukaj v tej vlogi zraven sodeloval kot koordinator, ne? Se pravi, da mi koordiniramo ta projekt. Zbrali smo zdaj ta konzorcij, ki ima v bistvu dobro vizijo že vnaprej sestavljeno in točno vemo, kaj hočemo doseči, in vsi imamo pa v bistvu zelo veliko preteklih izkušenj. Zdaj, tu bi jaz morda povedal, kako je pravzaprav potekala prijava, ne? Zdaj pač mogoče sama struktura prijav je pač podobna za kjerkoli steber, zdaj samo poudarki so majčkeno drugačni, ne? Zdaj pač administrativni del sestavljajo pač opis partnerjev, raziskovalcev, opis dosežkov, opis opreme, potem moraš nasloviti etična vprašanja. Tu v bistvu največji del, ki smo ga pa dejansko mi usmerili, največ energije smo pa usmerili v vsebinski del, kjer smo pač seveda morali nasloviti odličnost, vpliv pa implementacijo, ne. Zdaj, v samem tem Pathfinder Open programu, ne, je zelo pomembno, da imaš v bistvu vizijo, en tak long-term vision, kjer v bistvu predstaviš, kaj hočeš in pokažeš, da bo v bistvu potem tudi vpliv tvoj na samo družbo, na samo in v bistvu na Evropo kot tako imel dolgoročen, da bo dolgoročen vpliv in hkrati, da je v bistvu to, kar predstavljaš, inovativen, prebojen projekt, ne. Seveda je bila pomembna tudi, kako smo naslovili v bistvu komunikacijo z vsemi deležniki. Tukaj noter, čeprav je treba v bistvu povedati, da se mi pravzaprav obračamo na razvoj tehnologije, ne. Tako da ta komunikacijska komponenta v našem primeru ni bila toliko zelo izpostavljena in smo bolj izpostavljali tehnološko implementacijo samega projekta, ne. In na koncu seveda je bilo potreba predstaviti sam konzorcij, kako bo deloval in podroben delovni načrt in kakšna so seveda sredstva, ki jih imamo na voljo. Zdaj, zelo pomembno je, ne, da ko sestavljate prijavo, da imate zelo jasno opredeljene cilje in poleg tega, da imate tudi opredeljene potem celoten delovni program in pa mejnike v njem, kako boste to dosegli, ki so pač merljivi in na koncu izročki, kjer boste pač predstavili, kaj ste pravzaprav naredili z enim konkretnim rezultatom. In predvsem je zelo pomembno tudi to, da imate zelo v redu postavljeno finančno strukturo in da
v samem proposlu natančno opišete pot od začetka projekta do konca projekta, ampak da se ne ustavite samo tam, ampak da nadaljujete tudi še z vizijo od konca projekta, kako boste prišli do naslednjih stopenj komercializacije. Tu mogoče za tiste, ki ne poznajo financiranje, mogoče poudarim, da pač ta shema financiranja je namenjena temu, da bomo potem tehnologijo na koncu tudi spravili na trg in da na ta način bogatimo potem tudi nekako Evropo kot tako. Ne? Zdaj, glede prijave, mi smo začeli v bistvu samo prijavo pisati najmanj 1 leto pred samo oddajo. Ta glavni tehnološki partnerji smo se začeli dobivati že prej in potem smo v bistvu imeli tedenske Zoom sestanke vseh partnerjev, kjer smo izoblikovali počasi idejo, kjer smo glavne premise natančno premislili in se posvetovali, a še koga rabimo, a lahko naredimo potem to, kar smo si zastavili z sredstvi, ki so na voljo. Zdaj pač v tem pač sredstva za ta inštrument so omejena, tako da smo morali biti kar previdni, zaradi tega, ker imamo tehnološko zelo zahtevne postopke, ki zahtevajo kar nekaj sredstev, tako da nismo si nekako mogli privoščiti, da bi dodajali recimo še na dodatnih partnerjev in smo nekako balansirali med tem, kar potrebujemo in med tem, kar potrebujemo za izvedbo in med tem, kar potrebujemo za prijavo. Zdaj, imeli smo prvo prijavo leta 2021, ki je bila neuspešna, čeprav iz nje smo se pa neskončno veliko naučili. Ne? Po 3 mesecih po prijavi smo dobili poročilo ocenjevalcev, ki je bilo dolgo okrog 9 strani in je bilo zelo izčrpno in kjer so zares vsebinsko opredelili vse prednosti pa pomanjkljivosti v naši prijavi, tako da smo videli, kaj jih moti in kjerih stvari po njihovem nismo dovolj dobro naslovili. Ne? Zdaj, če to primerjamo z dolžino same prijave, ki je pač v našem primeru bila 17 strani, vidite, da so se v bistvu ocenjevalci zares posvetili in napisali zares za moje pojme perfekten respons. Zdaj, na njihov respons smo imeli en teden časa za odgovor na 2 straneh. Takrat smo pač seveda določene teme naslovili. Po 5 mesecih po koncu od oddaje prijave smo pa prejeli nekaj odločitev. Se pravi, mi smo jo oddali maja, sredina oktobra smo imeli odgovor in pač v tej prvi po izkušnji smo bili neuspešni. Glavna pomanjkljivost, ko so nam je očitali, je, da smo v bistvu namenili sredstva za partnerja iz Združenih držav, ki pač lahko v evropskih projektih lahko nastopa samo kot associated partner. Če dobro utemeljiš izbiro, lahko potem ga tudi izbereš kot partnerja, ampak so nam učitali, da nekako izbira ni bila dovolj utemeljena, tako da smo v bistvu to glavno pomanjkljivost in še ostale v naslednji prijavi potem upoštevali in zraven smo pa dodali še dodatnega partnerja, ki ga na začetku nismo imeli, to je pač podjetje z področja medicinske instrumentacije in tako da potem, ko smo v drugo oddali, smo bili kar uspešni. Se pravi, jaz sem dobil enkrat na eni službeni poti mail, sem pogledal, kaj zdaj to piše, ne vem, se mi je zdaj zdelo, to bo pa spet en spam, ne. Pa potem sem pa vseeno še enkrat prebral, ne, in tudi je sta pravega naslova prihajalo, tako da smo se kar veselili, ko smo zvedeli, da smo bili sprejeti, da smo pač pridobili projekt, ne. Na tem projektu, na teh prijavah je bila
in je še vedno okrog 6% uspešnost na razpisu, se pravi, moraš biti res prodoren in razviti tvojo idejo, tako da jo ostali lahko prepoznajo in da jo potem tudi razumejo. Se pravi, na eni strani mora biti dovolj kompleksna, na drugi strani mora biti razumljiva za ocenjevalce, ne. Zdaj, v naslednje pol leta nekje smo potem podpisovali pogodbo o financiranju. Zdaj, prav posebej so nam izpostavili, da ne smemo niti enega stavka spreminjati glede na oddano prijavo, tako da je praktično šla enaka prijava, kakor je bila tudi podpisana, tudi v podpisano to pogodbo o financiranju, ne. Z samim projektom smo začeli pred 2 mesecema in ga bomo zdaj izvajali naslednjih 5 let. Nam pa zdaj omogoča potem ta projekt tudi prijavo na naslednje ravni financiranja, ki so pa v bistvu že bolj namenjene sami komercializaciji projekta in potem tudi prihodu na trg, ne. Zdaj, pomoč pri prijavi, ne, zdaj smo sami napisali prijavo, nihče nam ni pomagal pri tem, se nismo ozirali na zunanjo pomoč, ker tudi pač mislimo, da poznamo vse bistvene tehnološke komponente, tako da pri tem delu smo bili sami. Zdaj pri pripravi tega impakta so nam pa v bistvu pomagali potem pa naši sodelavci z Centra za prenos tehnologij in inovacij, ki so potem tudi delno napisali, delno pa potem dopolnili tudi to prijavo, ne. Zdaj, napotek za pogumne, ne, če imate vizijo, ne, za razvoj ene prebojne tehnologije, če imate idejo, ki ima pač en velik vpliv, dajte poiskati partnerje, poiščite pomoč za tiste dele, kjer niste močni, zelo dobro definirajte cilje, raziščite vpliv, pa sestavite delovni načrt, ne, in potem vsi skupaj pripravite prijavo, pa jo oddajte, ne. Zdaj, kakor smo že slišali, če boste prvič zavrnjeni, boste zavrnjeni, če boste drugič, pač treba je velikrat se potruditi in v bistvu se tudi naučiš med samim pisanjem prijav, tako da sreča je v bistvu na strani pogumnih, ne. Kaj bi mi danes naredili drugače? Najbrž bi prav enako postopali, ne vem, če bi se prav zelo v glavnih točkah drugače usmerjali, kakor smo se, ne. Jaz vam zelo lepo zahvaljujem za pozornost, zdaj pa, če imate kakšna vprašanja, pa na plan z njimi. Ja, hvala vam za to predstavitev. Vprašanja so, tako da bomo kar vprašali. Časa imamo po moje bolj za eno vprašanje, bomo videli. No, eno je bilo, ali se po neuspešni prijavi takoj lahko ponovno prijavi projekt za isti razpis, so kakšne omejitve? Ja, ali je treba ga bistveno spremeniti, oziroma tu je dovoljeno s tem, da je treba označiti potem, da je bila podobna prijava že pač oddana. Pa še eno vprašanje, ali mora biti koordinator tudi nosilec glavne ideje projekta? Oziroma, zakaj po vašem mnenju v Sloveniji tako malo koordinatorskih projektov? Ja, zdaj Slovenci smo zelo pogumni. Se mi zdi, da pa nekje smo šele vstopamo v fazo, ko bomo bili dovolj pogumni, da se bomo uspeli prijavljati tudi na evropske projekte, ne. Zdaj pač po teh izkušnjah, ki jih imamo, se vsaj za mene ne zdi pač prijava na evropski projekt nič bolj zahtevna, kakor prijava na ARIS projekte, recimo.